Zdaj pa k enemu naših najbolj uspešnih podjetij, če uspešnost merimo po tem, kako pogosto se znajdem v novicah. Adria je dosegla novo dno. Potem, ko se je na Dunajskem letališču na izhodu, kamor bi moralo prileteti letalo iz Ljubljane, pojavil sodni izvršitelj in zagrozil zaplembo letala, če posadka ne poplača Adrijinega dolga. Ja, posadka bi morala poplačati dolg, da ne bi podjetju zaplenili letala. Adria Airways je torej edina znamka poleg Herbalifea, kjer zaposleni na konec meseca plačajo podjetju. Zgleda bo naš največji letalski prevoznik po novem pilote iskal kar prek Facebooka. Da bi se izognil plačilu dolgov, pa je letalska družba Adria Airways rajše odpovedala let na Dunaj, saj je, kot bomo slišali, šlo za astronomske zneske. Gre za banalnih 250 evrov odškodnine avstrijskemu državljanu, ki je leta 2017 pri Adriji rezerviral let z grške Kefalonije v Gradec, a je bil ta kasneje odpovedan. Kako prosim? Adria ni mogla spraviti skupaj 250 evrov, da bi se enostavno ognil na tem škandalu. Zgleda se tako brez denarja, da odslej ne bo več letela v države, kjer je komu dolžna večkrat gajbo pira. Tako da, imejte to v mislih. Ker v tujini dolgove očitno jemljajo veliko bolj resno kot pri nas. In ker naši severni sosedje odločitve sodišča zelo resno jemljajo, je takrat na letališče v spremstvu policije prišel tudi sodni izvršitelj. Na Dunaju jih je čakal sodni izvršitelj, ki bi v primeru neplačila na letalu zarubil predmete v vrednosti 250 evrov, kar v letalskem žargonu pomeni 4 veganska kosila in 1 stevardeso. Kaj točno pa se je zgodilo s potniki, ki jim je bil odpovedan let na Dunaj? Preden so jih posedli na avtobuse, so jim pojasnili, da je razlog tehnične napake. Ne, naj še enkrat ponovim, šlo je za 250 evrov dolga. Vem, da zadnje čase pogosto kritiziramo Adrio Airways, pa gor pa dol. Ampak je pa treba priznati, da so v tem času postali eden boljših avtobusnih prevoznikov. Ne? Njihove reklame za poceni polete so v bistvu samo način, da ljudi zvabijo na avtobusne linije. Jasno pa je, da ima Adria probleme z vodenjem družbe. Če bi to letalsko družbo preprosto prevzela družina Janković, bili dolgovi že zdavni odpisani. Zdavni. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.